Jaz sem zbolela v novembru prvega letnika srednje šole, v gimnazije, ko sem bila stara 16 let. Potem na pediatrični kliniki je postopek tak, da si nekaj dni tam hospitaliziran in te naučijo, ti dajo osnovno izobrazbo o tem, kaj to je sladkorna bolezen in kako se zanjo skrbi. Vemo, da povsod na svetu edukacija je ključni del sladkornega bolnika. Vem, da sprejema življenjskega sloga bolj uredi glikemijo kot, ne vem, dvojna, trojna zdravila, ki jih damo. Ko sem jaz zvedela, da imam sladkorno bolezen, je bil to šok. Kot sem rekla, tega nisem pričakovala. V bistvu sem se zelo bala, kako bo to vplivalo, prvih par dni, kako bo to vplivalo name in predvsem, kako bo to vplivalo na moj šport. Ampak potem se je pač izkazalo, da so stvari obvladljive in je glavni trik obvladovanja sladkorne bolezni v tem, da si izoblikuješ neko primerno rutino, po kateri delaš, po kateri živiš. Ravno v inovativnih pristopih je največja moč nefarmakološkega zdravljenja. Tako da ocenjujem, da prehajamo počasi v tem obdobju iz tiste avtoritativnih pristopov, ko se je pravzaprav bolniku samo nasvetovalo, samo nasvet je dobil in se tim diabetološki pravzaprav ni ukvarjal s tem, ali je nek nasvet bolnik povzel, ali ga je sprejel, ali ga je ponotranil, ampak ga je samo slišal. V bistvu je bila edukacija bolj naravnana v neko storilnost. To se pravi, bolnik je slišal, je bil pri nekem procesu, zdravstveni delavci smo trdili, da je tudi izobražen v tej smeri, vendar danes dostikrat ugotavljamo, da če bolnik da sam pravzaprav ne izkaže, kaj je njegov največji problem, potem je tudi vse ostale vsebine dostikrat se zgleda, kot da so povedane v prazno. Recimo, moja največja težava je bila na tekmah oziroma obvladovanje sladkorja v primeru stresa. S tem se še vedno ukvarjam. Ko sem imela kakršnakoli vprašanja, sem jih postavila mojemu diabetologu na rednih pregledih. Nekaj časa sem pohodila tudi k zasebnemu diabetologu na, kako bi rekla, posvete in sem tam razčistila, kako bi rekla, še drugo plat, še drug pogled na reševanje teh težav. Mislim, da je podpora kar ustrezno zagotovljena v smislu tega, da imaš telefonsko številko, na katero se lahko obrneš 24 ur. Ko pa gre za kakšna strogo specifična pa detaljna vprašanja, se pa pač moraš obrniti na svojega zdravnika, diabetologa. Jaz sem včasih kakšne stvari želela zvedeti še njihove rešitve, slišati od koga drugega, zato sem to šla iskati po internetu ali pa spraševala okrog so paciente, kako to rešujejo in se mi zdi, da nekako se da vedno pride do odgovora, da ni tako, da bi bil puščen samo temi, če želiš. Gre torej za bolnike s sladkorno boleznijo, ki zaradi posebnega interesa želijo pomagati drugim sobolnikom in sicer predvsem v tem socialno-psihološkem smislu. Torej gre za ramo, na katero lahko nasloniš glavo, takrat, ko misliš, da ne gre več. Mogoče takrat, ko odkrijejo sladkorno bolezen, tipa 1, tem se svet sesuje. In če je ob tebi nek bolnik s sladkorno boleznijo tipa 1, živi tako, kot hoče, se ukvarja s tistim športom, ko se hoče in ima tisti poklic, ki si ga želi, in je v njem tudi uspešen, je seveda lahko to ena zelo velika motivacija takrat, ko je človek najbolj razsuten.